Brežice. Med nami so danes prijatelji naše organizacije v naši sredini. Pozdravljamo poslance Državnega zbora Republike Slovenije, gospoda Igorja Zorčiča, poveljnika vojašnice fronte 1993. Smo se zbrali v brežiški kinodvorani in ustanovili Združenje slovenskih častnikov Brežice. Združenje slovenskih častnikov Brežice deluje na prostovoljni osnovi in stanovsko, interesno, strokovno in nepridobitno združenje. Zveza slovenskih častnikov Brežice združuje vojaške počastnike in častnike državljane Republike Slovenije. Prav tako častne člane, ki nosijo državljani Republike Slovenije. Združenje Mladi so rodežni, kaj ne pomenijo, da vsi ti mladi fantje na sicer kratek. Jaz osebno sem bil kar precej sekretar organizacije Zveze rezervnih vojaških starešin. Ta zveza se je prvo imenovala ZROP, to se pravi Zveza rezervnih oficirjev in podofficirjev. Potem je ta preimenovala se v Zvezo rezervnih vojaških starešin. Vse do 93. leta, ki smo slišali, da je postala Zveza slovenskih častnikov. Kako je bila organizirana pri nas takrat? Mi smo imeli pokrajne organizacije, oziroma pokrajne skupnosti, smo imeli krajevno organizacijo. Vsaki krajevni skupnosti. Potem smo imeli občinsko zvezo in pa republiško. Delo smo imeli po načrtih republiške vodstva. Vsebina našega dela je bila naslednja. Orientacijski pohod. Po karti in pa kompasu. Potem je bila vojaška tematika, vojskovanje, taktične vaje v višini čete in pa
še streljanje pred vašo, ne? Kaj je streljanje? 68. leta, starejši se mu že spomnite, je sovjetska armada udarila na Čehoslovaško. Takrat je bila nevarnost tudi za našo domovino, se je vedno kakšne črte in kaj nameravajo ruska armada narediti. Lepe besede. Leta 1993 smo se zbrali na ustanovni seji in izvolili vodstvo Zveze slovenskih častnikov Brežice. Prvi predsednik je postal Stanislav Zlobko. Prosim gospoda Stanislava, da spregovori nekaj besed. Predsedniku, poslancov in vsem vabljenim in gostom, ki so se tudi odzvali našem vodilju. Moj predhodnik Janez Dejak je nekako nakratko predstavil delovanje organizacije, ki je pravzaprav delovala pred ustanovitvijo naše. Moram povedati, da nekatere vsebinske sklope, ki smo jih včasih v okviru Zveze rezervnih vojaških starešin obravnavali v naših rednih programih, smo seveda v nekoliko spremenjenih okoliščinah povzeli tudi v naših programih, ki se pravi v programih Zveze slovenskih častnikov. 23. leta, kot smo že povedali, oziroma je do danes izpostavljeno, se je pravzaprav prenehalo dokončna povezava, to se pravi naša organizacija Zveze vojaških starešin Slovenije in pa Jugoslavije, glede na to, da se je Slovenija postala samostojna in neodvisna in tudi vse aktivnosti potem z zveznimi organi po tej strani so prenehali. 93. leta smo seveda iz pretežnega dela članstva, ki je bil prej članjen v Zvezo rezervnih vojaških starešin Slovenije, povabili tudi sodelovanju v organizaciji, to se pravi v organizaciji Zveze slovenskih častnikov. Veliko število se je odzvalo. Moram reči, da ena od teh novosti v tej naši organiziranosti takrat je bila tudi ta, da smo vanjo vključili tudi vse vojaške starešine, ki so službovali v JLA, pa so se odzvali takrat pozivu predsedstva Slovenije in se vključili v teritorialno obrambo. No, nekateri izmed teh častnikov, Vinko Kulik je že eden, so še tudi danes tu med nami kot člani. Zato je torej naša 93. leta najpomembnejša aktivnost bila predvsem ta, da smo organizacijsko zastavili naše delo, se pravi, da smo organizacijo postavili na noge. S tem, da če primerjam tisto, kar je prej Janez Dejak predstavil, mi v tej naši organiziranosti sedanji nimamo teh organizacij v krajevnih skupnostih, ampak je obstajala samo ena enovita organizacija na ravni občine, ki se je kasneje potem povezala tudi v Zvezo slovenskih častnikov. Kot neke metode dela pa so obstajale tudi posamezne ukrajinske povezave med organizacijami na določenem prostoru. No, rekel sem, da smo nekatere točke povzeli tudi že, predvsem kar zadeva vojaško-strokovnega usposabljanja iz programov prejšnje organizacije in smo pravzaprav te programe spremenili toliko, koliko so jih tudi narekovale spremenjene družbene in politične okoliščine, v katerih smo kot samostojna organizacija v samostojni Republiki Sloveniji izvajali. Moram reči, da je težišče našega dela usmerjeno v začetku predvsem v vojaško-strokovno usposabljanje in informiranje. In sicer so takrat v tem obdobju bile aktualne teme vključevanje Slovenije v Evropsko unijo in pa v Zvezo NATO. Moram reči, da smo mi tu takrat zelo dobro sodelovali tudi z lokalno skupnostjo, z župani in smo organizirali vrsto okroglih miz, predavanj in informacij, da smo tudi širše članstvo, ne samo častnike, ampak tudi svetnike, občinske, seznanjali s tem, kaj naše vključevanje v EU in NATO pomeni,
pozitivnimi in negativnimi posledicami. In moram reči, da smo tudi tu takrat ob tej priložnosti povabili v našo organizacijo precejšnje delo vojaških atašejev iz zahodnih držav, ki so zaprav to našo pobudo, da smo ljudi informirali o teh stvarih, pozdravili kot zelo dobro. Potem moram reči, da smo v naše programe v začetku seveda vključevali tudi, da smo proučevanje in pa seznanjanje z taktičnimi postopki naših enot TO, ki so takrat vodile bitke z enotami JLA, predvsem na teh pomembnejših mejnih področjih, kot so Dravograd, Kolmec, Šentilj, Lendava, Ormož, Trzin, Vrhnika, Metlika, in da so pravzaprav za našo udeležbo teh krajev, mi smo vse kot organizacije teh krajev tudi obiskali, in takrat smo se tudi povezali z temi organizacijami, ki so delovali na območju teh občin, in moram reči, da z mnogimi še tudi danes naprej sodelujemo. To je predstavnik Raševec, recimo iz Metlike, pa potem smo sodelovali z Združenjem častnikov iz Dravograda, potem iz Murske Sobote, Novega mesta in tako dalje. Skratka, to naše, bom rekel, vojaško-strokovno informiranje o teh dogodkih smo povezali tudi s tistim našim stanovskim vidikom, da rekel, delovanja naše organizacije, da smo se tudi te organizacije slovenskih častnikov v teh krajih povezali, usklajevali tudi intenzivne programe, oziroma jih celo dopolnjevali. Včasih smo nekatere programe izvajali tako, da smo nanje povabili tudi predstavnike iz drugih občinskih organizacij. Vse to se dela tudi še danes. No, nadalje moram reči, da smo poleg seveda tega vojaško-strokovnega usposabljanja, ki je zajemala tudi izvedbo raznih streljanj, kurjenja, ustreljanja, usposabljanja, potem tudi veliko časa in aktivnosti namenjali nekakvemu zgodovinskemu spominu, tako da smo se vključevali tudi v občinske aktivnosti, ki so bile povezane z obeležji ali pa obeleževanjem pomembnih dogodkov iz druge svetovne vojne, da ne bom tega našteval. Nadalje, v okviru naše organizacije smo v teh, vse v tistem času, torej jaz tudi vodil za organizacijo, daje poseben poudarek tudi pomembnim možem iz slovenske zgodovine, ki so živeli, recimo tu ali pa kje v drugih državah, pa so za Slovenijo pomembni. Glede na to, da je naša organizacija bila tu v občini, kjer je bilo največje vojaško letališče, zato tu v Cerkljah ob Krki, smo nekako prišli tudi na idejo, da bi nekako obudili spomin na Edvarda Rusijana, to se pravi tega prvega slovenskega letalca, ki je bil sicer rojen tam v Trstu in potem tragično preminul v Beogradu. In smo seveda na našo pobudo z sodelovanjem številnih sponzorjev posodobili, obnovili spomenik njegov na pokopališču v Beogradu in za našim veleposlaništvom v Beogradu nekako zagotovili, da skupaj z Letalsko zvezo Srbije, ki nekako zdaj prevzela ta primat od Letalske zveze Jugoslavije prejšnje, skrbimo, da je to grobišče urejeno in takšno, kot to mora biti. Postavljena je tudi posebna spominska plošča na kraju, kjer je tragično preminul, in pa v vojašnici Slovenske vojske, v Cerkljah ob Krki, smo odkrili tudi dopršni kip Edvardu Rusijanu kot pomembnemu slovenskemu letalcu. Želeli smo še, da bi se takrat preimenovala tudi ta cerkljanska vojašnica po tem letalcu našem. Država iz nekih političnih kolobocij do tega ni prišlo, ko so pozneje poimenovali to letališče v Mariboru. Mislim, da glede na to, da je letalska šola v Cerkljah, da bi bilo to bolj primerno, da je to Cerklja, ampak nič za to, se pravi, dobil je svoje ime. No, nadalje moram reči, da smo se tudi v tem času, se pravi teh prvih 12 let, tudi aktivno podajali na razne ekskurzije, tako da so bili naši člani združenja v Normandiji,
in pa seveda tudi še v drugih krajih tulele v naši neposredni bližini, kjer so potekali pomembni dogodki iz druge svetovne vojne. Ves čas tega našega sodelovanja, se pravi tam v letih 2004-2012, pa smo tudi aktivno sodelovali z lokalno skupnostjo in izvedli številne aktivnosti, ki so bile namenjene, tudi širšemu krogu naših občanov, predvsem o aktualnih temah. Tako veste, da je bila tu v Cerkljah ena pomembna vojaška vaja, se pravi, kar so bili vključeni v NATO, kjer je sodelovalo preko 6000 pripadnikov različnih oboroženih sil članic NATO in da je takrat tudi smo iz tega področja organizirali vrsto informiranih predavanj za ljudi iz našega prostora, da so vedeli, kaj se dogaja v sodelovanju z lokalno skupnostjo. Toliko recimo glede naših težiščnih aktivnosti, ki so potekale v tem prvem obdobju. V drugem obdobju pomerjetno predsednik še kaj predstavil, kako tudi teče naprej. Moram reči pa, da veliko tega se zapravo nadaljuje v nekoliko spremenjenih okoliščinah, kajti tiste teme, ki so bile za nas takrat aktualne, danes niso več, se pa več poudarka da nekim drugim, kot je recimo strelsko potenciranje, tekmovanja izvedba raznih strelskih tekmovanj in podobno. Vojaka represiji, pri nas ne gre v tako, zdaj pa po tej tehniki ne moš tepsti. Ne gre po stari vojaški logiki. Ampak tudi to bomo sicer, vsi vi nekako ste spremljali naše delo, skozi leta pa boste poznali. Lepo bi bilo se videti mogoče v kakrem mlajšem obdobju na sliki, povoditi spomine, pa upam, da v tem našem tehničnem osebju tudi to uspelo. Spoštovani poslanec Državnega zbora gospod Igor Zorčič, spoštovani povednik vojašnice Franca Uršiča Novo mesto, polkovnik Vasko Maraš, spoštovane gospe, cenjeni gospodje, dragi gostje, drage članice in člani, dragi prijatelji, spoštovani slovenski vojaki. Dober večer vam želim v svojem imenu in v imenu naše organizacije. Posebej pa bi pozdravil našega najstarejšega člana, Deja Kjaneza, kljub temu, da je najstarejši danes prišel prvi. Prosim, en aplauz. Člani ZSČ Brežice, naši občani in tudi naša država Republike Slovenije je lahko ponosna na našo prekojeno pot, na naš prispevek v Republiki Sloveniji. Današnji večer je za našo organizacijo posebej slovesen, saj smo člani nekdanje ZRVS na današnji dan pred 25 leti ponovno združili moči in ustanovili ZSČ Brežice. S ponosom je treba povedati, da je ZSČ Brežice nadaljuje delo in poslanstvo ZRVS Brežice. Zbrali smo se častniki, ki smo bili aktivni v samih pripravah na vojno za Slovenijo in bili neposredno tudi pozneje udeleženi. In eni kot izmed prvih organizacij smo ustanovili organizacijo pri nas v Brežicah. Danes mi je v čast in ponos pozdraviti vas kot predsednik združenja in se pozreti po prehojeni skupni poti. V tem času smo na področju vojaško-strokovnega usposabljanja naredili veliko. Prav tako tudi v drugih področjih, kulturnem, športnem, humanitarnem in tudi zgodovinskem. V tem času smo ustvarjali vzorno sodelovanje z drugimi častniškimi organizacijami v Sloveniji. Združenje slovenskih častnikov Brežice je svojim delovanjem prepoznana v slovenski vojski. Ponosni smo na sodelovanje, ki ga razvijamo kar nekaj let zelo vzorno. Še posebej naši dve vojašnici domicilni, Cerklje v Krki in Novo mesto. Sodelovanje s slovensko vojsko je zadnja leta še bolj intenzivno, prav na področju usposabljanja naših članov in mladih srednješolcev. Kot prvi v Sloveniji smo izvedli strelsko urjenje z brežiškimi srednješolci. Da se mladi fanti in dekleta ne bodo igrali vojaka samo na računalniku, da se v resničnem svetu seznanijo z orožjem
in pomenu zagotavljanja varnosti in obrambe Republike Slovenije, bomo to leto skupaj s Slovensko vojsko izvedli kot pilotni projekt na obrambni dan, strelsko urjenje s ostalimi kolegi iz Posavja, Bele krajine, Dolenjske, za prej omenjeno območje Republike Slovenije. Za kar bi se na tem mestu tudi zahvalil našemu načelniku, generalmajoru Alenu Gederju in vsem pripadnikom Slovenske vojske. Sodelovanje Zveze slovenskih častnikov, našo krovno organizacijo, je za naše delo zelo pomembno. Povezovanje in sodelovanje z drugimi sorodnimi društvi v občini Brežice, prav tako lovskimi društvi, Prizeljsko, Brežice, Dobova, vojnimi veterani, strelskimi društvi in borci, smo razvili sodelovanje, ker lahko vsak nekaj ponudi, naredi nekaj za drugega in pridobi. Tako je lažje, uspešnejše in zadovoljnejše. Naše sodelovanje z Hrvaškim častniškim zborom, posebej z HČZ Samobora in Svete Nedelje, ima za nas posebno pomen, na katerega smo upravičeni oboji lahko ponosni. Podpis sporazuma ni ostal samo na papirju, ampak ga je z delom in rezultati potrebujemo in nagrajujemo. Sodelujemo na vojaško-strokovnem, kulturnem, zgodovinskem in športnem področju, kar je najpomembneje, razvijamo dobrososedske odnose. Tam, kjer politika zateji, mali lahko človek največ naredi. Sodelovanje s Hrvaškim častniškim zborom Samoborja Svete Nedelje nas je povezalo prav tako z drugimi hrvaškimi častniškimi zbori iz drugih krajev Hrvaške, Pula, Reka, Pakrac, Karlovac. Naše sodelovanje prenašamo tudi na druge organizacije. Saj je sodelovanje Zveze slovenskih častnikov iz Hrvaškega častniškega zbora daleč najuspešnejše na področju mednarodnega delovanja Zveze slovenskih častnikov. In ni samo hvala reči, da je naš velik del prispevek tem uspevu. Multilateralno mednarodno delovanje naše organizacije temelji na sodelovanje z vojaškimi atašeji akreditiranimi v Sloveniji, kako tudi nerezidenčnimi, tistih, ki jih ni v Sloveniji. V teh letih smo z vojaškimi atašeji Rusije, Kitajske, Amerike, Nemčije, Črne Gore, Italije, Mađarske in na vse zadnje Hrvaške ustvarili povezave, ki so temelj sodelovanja tudi za našo zvezo slovenskih častnikov. Potrebno je povedati, da se iz naših vrst izpred 27 let oblikoval poveljniški kader nastajajoče Slovenske vojske, ki je bil skupaj z odločitvijo naroda ključen za našo osamosvojitev. Od takrat se je zgodilo kar nekaj sprememb na vojaškem področju, prav tako tudi v družbi. Smo tudi razočarani, smo tudi veseli, ampak sporočamo vsem, da tako slabega odnosa, kot imajo nekateri posamezni politiki in družbi, ne bo odločilo našo vero do domovine in pripravljenost umreti za njo. Združenje slovenskih častnikov šteje okoli 160 članov. Imamo zelo dejavno strelsko sekcijo. Prav na področju športnega in vojaškega streljanja dosegamo odlične rezultate, kar ste prej tudi videli v naši pisarni. Osvojili smo v zadnjih 6 letih za 8 metrov pokala. Za organizacijo, ki se samo financira, je to izredno velik uspeh. Na tem mestu bi se še enkrat rad zahvalil, ki nam na tem področju pomagate. Posebej lovskemu društvu zadnje čase Prizeljsko. Smo tudi iniciatorji na tem področju, da pridemo v občini Brežice nazaj do strelišča in da se to področje zadovoljno uredi. V tem osamosvojitvenem času smo se častniki Brežic tudi soočili z begunsko krizo. Kot prvi smo v Republiki Sloveniji nastopili pri organizaciji in vodenju begunskih templjev. Veliko izzivov še vidimo. Veliko je še dela pred nami. Kot doslej vedno iza dela stojijo člani organizacije, ki so najpomembnejši za uspeh, ne glede na to, ali naše delo občinska oblast spoštuje, kot bi nas morala.
nismo in ne želimo biti posebnejši, naše delo pa je. 25 let res nimamo še. Ni veliko, pa vsak govorec, ki odgovori o nas, spoštljivo in iskreno zlaga besede pred nas in o nas. Zahvala v imenu Združenja slovenskih častnikov Brežice in še tudi moja osebna zahvala vsem, ki nas podpirate naše prizadevanje na področju našega dela in poslanstva na področju obrambe Republike Slovenije. Prav tako se zahvaljujem vsem članicam in članom za vaš trud, ki ga vlagate skozi delo, kar je pa predpogoj za uspeh takšen, ki je viden. Za prihodnost Republike Slovenije bo Združenje slovenskih častnikov Brežice hodilo vedno naprej. Hvala. Spoštovani predsednik Združenja častnikov Brežice, gospod Peršec, spoštovani gospod Dejak, spoštovani polkovnik Maraš, spoštovane častnice in častniki, brežičanke, brežičani, dragi gostje. Najprej čestitke ob 25-letnici delovanja Združenja slovenskih častnikov Brežice. Ker je zveza oziroma Združenje slovenskih častnikov nekako nadaljevanje nekdanje organizacije Zveze rezervnih vojaških starešin, verjamem, da je zgodovina, tradicija in znanje, ki jo imate, bistveno daljša teh 25 let, ki jih danes obeležujemo, pa vendar je prav, da se obeležuje pravzaprav registracija združenja pred 25 leti, glede na to, da samo delovanje združenja nosi tudi neko domoljubno komponento, ki je mogoče bolj izpostavljena potem, ko smo ustanovili svojo državo, ko imamo nov svoj ustavni red in tudi, ko smo ustanovili svojo vojsko. Zveza častnikov in Združenje častnikov ima vse od svoje ustanovitve naprej pomembno mesto v obrambnem sistemu in na to kaže tudi dejstvo, da je pravzaprav to združenje opredeljeno v obrambnem zakonu. Tudi predhodnica Združenja slovenskih častnikov oziroma Zveze slovenskih častnikov, to je Zveza rezervnih vojaških starešin, je bila opredeljena v prejšnji zakonodaji, zato bi bilo mogoče na mestu, da malo pogledamo nazaj, kako je bilo to zakonsko urejeno nekoč in kako je urejeno sedaj. Jaz mislim, da je to vprašanje na mestu, glede na to, da je v državnem zboru, sicer morda to ne bo epiloga v tem sklicu, pa vendarle morda še v tem letu v sprejemanju zakon o obrambi, ki bi ga bilo morda prevetriti tudi iz področja urejanja vašega društva. Najprej berem določbo zakona o obrambi in zaščiti, ki je bila objavljena dne 8.3.91 v poročevalcu Skupščine Republike Slovenije in Skupščine SFRJ Jugoslavije. Tako je bilo določeno nekoč. Organizacija rezervnih vojaških starešin Slovenije kot strokovna organizacija. Pod točko 1. Organizira in izvaja vojaško strokovno usposabljanje rezervnih vojaških starešin. Pod točko 2. Sodeluje pri usposabljanju prebivalstva in po potrebi pri izvajanju drugih programov usposabljanje za obrambo in zaščito. Pod točko 3. Sodeluje pri usmerjanju mladine v vojaške in obrambne poklice ter izbiri za vojaške šole in šole rezervnih oficirjev. Pod točko 4. Obravnava in sprejema mnenja in stališča v zvezi z organiziranjem in uveljavljanjem obrambnega sistema. Organizacija rezervnih vojaških starešin v skladu s svojo vlogo in dejavnostjo uresničuje in razvija tudi druge aktivnosti za krepitev strokovne usposobljenosti rezervnih vojaških starešin. Skratka, zelo bogata določba, nekoč in danes, če vas zanima,
Ministrstvo v skladu s programi pomaga Združenju slovenskih častnikov in drugim organizacijam, katerih dejavnost je posebnega pomena za obrambo. Skratka, bistveno bolj skromna vloga že na zakonski ravni, kot je bila vloga vaše predhodnice, in glede na to, da je v neki politični in javni razpravi vedno znova naš obrambni sistem, bi kazalo razmisliti tudi o pospešitvi vloge Združenja slovenskih častnikov. Danes je v našem prostoru veliko govora o vlogi vojske v naši družbi. Pretekla gospodarska kriza in drastični rezi na obrambnem proračunu so močno zarezali v sestavo, tako personalno, kot tudi ne nazadnje v opremo slovenske vojske. Pomanjkanje sredstev je povzročilo, da sedaj v slovenski vojski manjka preko 1200 ljudi, premalo je rezervistov, veliko opreme je že zastarele in že tako razgrete razprave o stanju slovenski vojski je letos popestrilo še preverjanje pripravljenosti bataljonske skupine na Počku, za katero veste, kako se je končalo. Vloga razvoja slovenske vojske se na drugi strani omenja v zvezi z zunanjimi političnimi dogajanji. Nestabilne razmere na Bližnjem vzhodu, vojna v Siriji, ki pravijo proxy vojna, zdi se nekako vojna med velikimi silami, čeprav tisti antagonisti, glavni vojni, pravzaprav so domači ljudje in po drugi strani izgleda to kot civilna vojna, pa vendar se opaža, da glavne svetovne vele sile, predvsem Združene države Amerike in Rusija, bijajo svojo bitko tudi tam, kar na zadnje opažamo tudi pri drugih primerih svetovne politike, ki so se dogajali v zadnjem času. Spomnimo samo dogajanje s trupom v Veliki Britaniji in velika polarizacija, ki se je dogajala v zvezi s tem. Skratka, pri tem dogajanju je očitno, da organizacija Združenih narodov ni tako močna, kot bi si vsi želeli, da je zato toliko bolj pomembno, da Slovenija v tem času igra nekakšno preudarno, vodi nekakšno preudarno zunanjo politiko in da zaradi zagotavljanja čim večje nacionalne varnosti in zagotavljanja vseh obvez, ki smo jih sprejeli tudi v okviru NATO in EU, krepi svoje obrambne sposobnosti, ne pa da jih nekako zanemarja, kot je to bilo v preteklosti. Seveda je tudi neka pozitivna informacija o tem, da se proračun veča, pa vendarle je omembe vredno to, da je pravzaprav prihodnost slovenske vojske odvisna ne samo od denarja, ampak tudi od percepcije naše javnosti, naših državljanov o delu slovenske vojske. Prav v takšnih situacijah je delovanje Združenja slovenskih častnikov, Zveze slovenskih častnikov pomembno, pokaže se kot most med civilno sfero in vojsko. Kot most, ki z domoljubljem, izobraževanjem in opozarjanjem ozavešča o tem, da je naša vojska dejansko naša vojska, slovenska vojska, da ne gre za kakšno izpostavo NATO, kot nam želijo včasih nekateri prodati vlogo naše vojske, in kot most, ki spodbuja zanimanje za vojaški poklic in nazadnje kot most, ki prenaša tudi neke civilne pobude v vojaško sfero. Prepričan sem, da vse te funkcije, ki sem jih omenil, se pravi, da delujete nekako med vojsko in civilno sfero, da že vseh teh 25 let izpolnjujete, ozaveščate, izobražujete, prenašate tradicijo in tudi pomagate. Jaz se spomnim funkcije oziroma aktivnosti Združenja slovenskih častnikov v migrantski krizi in pohvale za vse aktivnosti, ki ste jih takrat izvedli. Danes, 25 let kasneje, torej Združenje slovenskih častnikov Brežice označuje besede, kot so tradicija, šport, izobraževanje in domoljubje. Jaz vam želim, da bi tudi v prihodnje
ostali tako aktivni, kot ste bili v preteklih 25 letih, da bi ozaveščali ljudi o pomembnosti vojaškega poklica, da bi se odzvali na včasih tudi preburne reakcije v zvezi z prihodnostjo Slovenske vojske in s tem pomembnost prispevali k sožitju med državljani, med civilno sfero in Slovensko vojsko, kar je nenazadnje tudi pogoj krepitvi našega nacionalnega obrambnega sistema in nadaljnjega razvoja Slovenske vojske. Jaz vam torej še enkrat čestitam v vaši 25-letnici in uspešno še naprej. Skoraj da nepogrešljiv sopotnik Aline je njen sin Simon, ki je in nam je v pomoč pri delu naše organizacije. Bronasti znak se ji podeljuje v zahvalo za zadevno delo, za željo, da tako nadaljuje tudi v bodoče.